Dober dan še z moje strani. Jaz se ministru zahvaljujem za obisk v Splošni bolnišnici Jesenice. Pogledali smo si, kot je rečeno, pridobitve lanskega leta. Kljub težki situaciji z epidemijo smo zaključili energetsko sanacijo, obnovili laboratorij, ga verificirali, obnovili lekarno, jo verificirali, obnovili laboratorij. Smo v zaključni fazi požarne sanacije in začeli smo intenzivno dela na gradbišču novega intenzivnega bloka. Pred nami so pa še novi izzivi, predvsem na področju drage medicinske opreme in jasno potreb regije, ki je podhranjena, kar se tiče bolnišničnih kapacitet. Zdaj, ob tej priliki bi še poudaril, da so vsa ta dela, ki smo jih naštevali, potekala v delujoči bolnišnici, kar je zahtevalo še posebno napore, veliko prilagajanja. Tako da se zahvaljujem vsem zaposlenim, da so to zmogli, predvsem pa pacientom za njihovo potrpežljivost. En lep pozdrav vsem skupaj v mojem imenu in pa v imenu Ministrstva za zdravje. Dovolite mi najprej, da se zahvalim vodstvu bolnišnice in pa vsem zaposlenim, ki so v zadnjih 2 letih kljub pandemiji uspeli uspešno zaključiti vse te številne projekte, o katerih govorimo danes. Poleg tega smo tako s postavnim vodstvom kot strokovnim vodstvom govorili tudi o uspešnem poslovanju bolnišnice v zadnjih letih, potem o praktično v celoti doseženem in preseženem rednem delovnem programu in pa tudi o obvladovanju čakalnih vrst. Kot zdravnik se zavedam, kaj vse potrebujejo zdravstveni delavci v bolnišnicah za optimalno delo in kot minister si ves čas prizadevam, da ustvarimo te pogoje. Tako smo že jeseni sprejeli zakon o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v obdobju 2021 do 2031 in na ta način omogočili, da v slovenskem zdravstvu planiramo strateško, da ne gasimo ognja iz dneva v dan in na ta način seveda tudi omogočimo, da vse regije, vsi zdravstveni zavodi in ne nazadnje vsi zaposleni v zdravstvu ter seveda pacienti na prvem mestu dobijo tisto, kar dejansko iz strani zdravstva potrebujejo. Danes sem si seveda ogledal najprej zaključek energetske sanacije, ki je bil vreden nekaj več kot 6 milijonov evrov. Kot veste, je bolnišnica dobila nov voj, stavbno pohištvo, potem so bile prenovljene ambulante, bolniške sobe in tudi ostali prostori. Ne nazadnje so bile zamenjena svetila, sodobna svetila, ki trošijo manj energije, potem pa imajo na bolnišnici poleg toplotnih črpalk, s katerimi ogrevajo sanitarno vodo, tudi kolektorje. Naslednja pomembna investicija, ki je bila izvedena, vredna, mislim, da preko 2 milijona, celo 2 milijona in pol, je bila seveda investicija požarne sanacije. Tukaj so bile zgrajene 3 velike sistemi požarnih stopnišč, ki jih do zdaj bolnišnica ni imela. Potem so bila izgrajena 3 nova požarna oziroma evakuacijska dvigala. Pomembna ta nova pridobitev enih od teh 3 dvigal je seveda dvigalo, ki omogoča neposreden dostop sedaj iz heliporta direktno v urgentni center. Vsi, ki delamo v zdravstvu, pa vemo, da se dnevno zanašamo pri svojem delu kar pri 75% svojih odločitev na odločitev laboratorijev ali pa, bom rekel, na servis oziroma posredovanje lekarne. Tako so v bolnišnici pozorno pristopili tako k prenovi lekarne in končno k verifikaciji, kajti po vseh letih ima Splošna bolnišnica Jesenice sedaj tudi že verificirano prvič bolnišnično lekarno. Po drugi strani pa so prenovili tudi laboratorij, ki na ta način omogoča, da bo optimalno deloval preko celega leta, kajti morate vedeti, da v času pandemije so laboratoriji odigrali pomembno vlogo tako pri detekciji okuženih bolnikov, kot tudi pri samem zdravljenju. Začenjajo pa v Splošni bolnišnici Jesenice v teh dneh zelo aktivno tudi na projektu prenove in dograditve enot intenzivne terapije in to daje seveda pomembno dodano podlago oziroma vrednost stroki, ki bo lahko res nudila v Splošni bolnišnici ne samo vse to, kar je do sedaj, ampak verjamem, da še več, kajti zraven pride tudi nova oprema.
Če hočemo, da bodo naši zdravstveni delavci lahko opravljali svoje poslanstvo, jim moramo seveda najprej omogočati ustrezne delovne pogoje in verjamem, da je Splošna bolnišnica Jesenice v zadnjem času na tem področju naredila velik premik, zato tudi lahko zasledujemo dobre poslovne uspehe, realiziran delovni program in nenazadnje tudi lahko rečemo, da upoštevajoč pandemijo obvladljive čakalne vrste. In seveda to se rezultira tudi na zadovoljstvo pacientov, ki prejemajo kvalitetne, varne storitve in pa te storitve tudi v pravem času, kar je tudi izrednega pomena z vidika zadostnosti zdravstva.